Beseda pooblastilo se nanaša na dejanje ali dokument, s katerim ena oseba pooblasti drugo osebo. Zato, ker govorimo, da so v državni službi pooblaščene uradne osebe in da neka pooblaščena uradna oseba tebi zdaj lahko počne s teboj kar želi, kolikor želi in ti ne moreš nič, ker je on pooblaščena uradna oseba. V resnici pa daleč od tega, ampak gremo naprej. Dokument, s katerim ena oseba, pooblastitelj, dodeli drugi osebi pooblastilo, ki je pooblaščenec, mu dodeli neko pravico. Da v njenem imenu, ne vem, izvaja določene naloge ali upravlja določene odločitve. Pooblastilo je pogosto, najbolj pogosto, pisno in lahko določa obseg, se pravi, pooblastilo je pisno in določa obseg, trajanje in druge pomembne podrobnosti. Zdaj bomo prišli do ene zelo zanimive stvari. Ko vas nekdo žali, s kakšnim pooblastilom vas žali, ali pa vam reče, da morate osebno izkaznico. Policist, zakaj morate vi njemu osebno izkaznico? Kdo njega pooblašča? Kako je lahko on pooblaščen, če je pogodbeno na policiji zaposlen kot delavec v neki delovni organizaciji d.o.o.? Ne more on imeti takih pooblastil, ker javne osebe, pooblaščene osebe so samo voljene osebe po ustavi. Tudi če je to korporacijska ustava, korporacijska ustava, ima noter pravilo in oni so se ga dolžni držati. Mi smo jih dolžni opozarjati. Ne? Tudi mi se lahko sklicujemo na to stvar, ampak glejte, vedno bolj ugotavljamo to zajčjo luknjo, a ne, ta globok propad med vlado, med državo in med ljudstvom. In rečemo, ljudstvo ima oblast. Ampak to so se sami napisali noter. Glede na to, da so se sami napisali noter v to ustavo, ki je zdaj korporacijska, da ima ljudstvo oblast, dajmo to, ljudje božji, izkoristiti. A ne? Brez tega, da bojo oni nam rekli, zdaj se bomo pa vsi vključevali. A veste, kaj oni želijo? Da bi se mi vsi vključili v njihove pravne osebe. Da bi vsi kazali certifikate, da bi se vsi cepili, da bi vsi delali po njihovo in da bi jim dali svoje priimke, svojo kri, svojo pamet, brez avtorskih pravic, da bi vsi enako, da ne naštevam. Ne? To je njihovo, to oni razumejo kot vključevanje. Svoboda je pa nekaj drugega. Glejte, gremo nazaj k pooblastilim. Pooblastila so pogosto prisotna v različnih kontekstih. Pa jih bom samo nekaj naštel, vse to sicer poznate, ampak za osvežitev, da se bomo lažje upeljali pol v zaključek. Imamo pravna pooblastila, pravnik. Ko vi pravniku napišete pooblastilo, to ni pooblastilo. To je biznis pogodba. Vi ste s tem njemu podpisali, da je on vaša usta na sodišču, ker vi na sodišču nimate kaj govoriti, ker vas ni. Nimate tam kaj govoriti. Če si ne vzamete te pravice. S tem, ko ste ga pooblastili, ste mu dali dve stvari, da on vas zagovarja in da vam izstavi račun. Ne? V pravnem kontekstu pooblastila to, kar sem povedal, omogoča odvetnikom, pravnim pisarnam in drugim pravnikom, ki delujejo v imenu svojih strank in sprejemajo odločitve v zvezi z vsemi pravnimi zadevami. Pol vi nimate več nobene, bi se tudi vprašal vas, ne, ali vas pa lahko fajn zafrkne, pa reče, veste na koncu, joj, sodnik je tako odločil, veste, ampak vi morate zdaj meni plačati, kazen morate pa vseeno odslužiti, ali pa morate še sodišču plačati. Odvetnik je najnižji uradni delavec na sodišču. Najnižja kikla, služi tam vsem, on je tisti middleman med sodiščem in med stranko, ne. Izogibajte se jih na celi črti, to je najhujše, kar se lahko zgodi. Potem so bančna pooblastila, stranke se lahko dodelijo pooblastila, recimo jaz ženo pooblastimo na mene, ali za premoženje, ali pa da druga oseba upravlja finančne transakcije in upravlja sredstva, to se kar se bančnih stvari tiče. Pol so zdravstvena pooblastila, vsi vemo, kako je zdravstvenih pooblastilih, odločanje v zadevah, če sam ne morem govoriti, pooblaščam, ker me mogoče razumeš, pa lažje poveš, ali pa skratka, dodelim pooblastila, ti zaupam, da veš, kaj mi je in pol se odloča
stvari v zdravstvenem smislu, kar ni danes redko, velikokrat se to uporablja. Potem so poslovna pooblastila, volilna pooblastila, gledajte, državljani lahko pooblastijo druge osebe, da glasujejo v njihovem imenu na volitvah, če sami ne morejo oddati glasu. Glasuješ in odda pa lahko nekdo drug, je pooblaščen. Pol so nepremičninska pooblastila, pooblastila za skrbništvo, pooblastila za prezentacijo in tako naprej pooblastil, kakor šte. Kolikor je zadev, toliko je lahko pooblastil. Pomembno je, da so pooblastila približno pravilno oblikovana in jasno opredeljujejo, gledajte, pravice in obveznosti pooblaščenca. Se pravi, če sem jaz pooblaščen, recimo, da dvignem denar na banki, ne morem jaz s tem pooblastilom zdaj vzeti avto od žene, pa iti na servis, pa s tem bančnim pooblastilom reči, ker avto ni moj, sem pooblaščen, da ga zdaj ti popraviš. To je preseganje pooblastil, to je mešanje, ne? To se ne da. Pooblastilo je narejeno samo za tisto, kar je narejeno. In gremo en poskus narediti pravnega besedila, ki se osredotoča zdaj malo širši, ker smo bili vsi priča zadnje 2 leti in pol, 3 leta, 4, že ne vem koliko, 20, 21, 22, 23, ne, še malo pa bo, ne, 4 leta. Odnos med javnim sektorjem in državljani ter na izzive, ki smo jih bili deležni, ki izvirajo iz popolnoma nejasne porazdelitve pooblastil v javnem sektorju. Zakaj se vam to pooblastilo tako na osebnem nivoju povedal, ker vsak izmed vas je že kakšno pooblastilo napisal ali prejel ali kakorkoli in veste, kako to zgleda. Nič drugače pa ne zgleda, ko greste 1, 2, 3 ali pa več nivojev višje. V današnji družbi pogosto slišimo izraz javni sektor proti ljudem, ki izražajo kompleksno razmerje med državo, upravo in državljani. To razmerje je v številnih primerih zaznamovano s pomanjkljivo jasnostjo in s prikrivanjem vseh mogočih, ne prikrivanjem, pač pa prekrivanjem, tudi za prikrivanje gre, ampak prekrivanjem lastnih pooblastil. Imaš tam 3 vhode v eni zgradbi in te pošiljajo od vrat do vrat, ker sam zaposleni ne vejo, kaj kdo lahko naredi, da ne bi bil on jezen, pa da ne bi čez unga šel in sploh ni jasno, kaj kdo počne. In so ljudje srečni, samo da te z pisarne spika, da greš onga drugega matra tam, drugo pisarno. Neefektivna birokracija do konca. Zdaj, to razmerje je v številnih primerih zaznamovano s pomanjkljivo jasnostjo, smo rekli pri pooblastilih, in prekrivanjem v javnem sektorju. Danes sem se pogovarjal z enim uradnikom, tukaj popoldan, ker vem, da je bil na Ministrstvu za gospodarstvo, je bil državni sekretar svoj čas. In je rekel, Mihajl, kaj pa boste danes imeli, se boste tudi danes kaj pogovarjali? Sem rekel, tvoja stvar pooblastila. Človek je stopil s kolesa in se 10 minut smejal. Sem rekel, kaj pa je, sem rekel, tako smešnega. A je rekel, po oblastilih boste govorili. Sem rekel, jasno, vse si videl, kako je bilo v covidu, kako so stvari tekle, da je šlo vse narobe, da so se vsi v zdravje vtikali, vsi so te imeli za grešnega kozla, vsi so ti lahko masko natikali, ne. Jaz sem šel v Špar, pa mi je ena babica tam masko natikala, da jaz drugim škodujem in tako naprej. Vsi so imeli vsa pooblastila naenkrat. Se je smejal in je rekel, veš kaj, v državni upravi je prvo in osnovno pravilo kršiti pooblastila. Jaz ga gledam, pa sem rekel, zato si se tako smejal. Sem rekel, vidiš, ravno zaradi te nejasnosti, ravno zaradi tega toliko ljudi trpi, ker pride do korupcije, pol se to odkrije, dobiš črno piko, pa so sodišča, pa država dobi črno piko. Pa vse se sesuva, pa pooblastila se prekrivajo, pa denar se prekriva in na koncu se država skrije nekam zaradi tega, ker je korupcija tako velika, da je ni mogoče več skriti. In potem hoče vse nas v korupcijo potegniti z raznimi fintami in obljubami, ker nam dajo vse zastonj in ko ti nekdo nekaj da, si mu dolžen potem ga ubogati ali pa nekaj narediti. Veste kaj, nič ni danes zastonj. Nobeno kosilo se ne poje zastonj. To je javni sektor, ki ponuja, zadnjič sem gledal, pridite delati osebno, biometrično, veste, kako je to dobro, kako je to praktično in potem še ena video reklama, koliko nam je lepo, pa se prijavljamo, ne rabimo hoditi na javno upravo, pa ne rabimo kaj, pa imamo za banko, pa za zdravje, pa kar doma me zdravi, kar skozi računalnik, vse je, mislim, katastrofa. In vam ponudijo udobje,
zato da imajo kontrolo in čim manj dela z vami in čim večje prihranke. Zato, ker če ti greš na upravo, moraš tam zbiri nekoga, morajo imeti, mora dežurati in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Kakor zdajle, ko so rekli, da gotovine več ne sprejemajo mislim, da je bila javna uprava gor v Grosuplih, so napisali, gotovine ne sprejemajo, zdaj so pa spet napisali, da sprejemajo, pa tudi po drugih upravah, ker to tako malo po malo so probali, zdaj povsod morajo, ker je v zakonu. Pa da boste vedeli, da imajo v pooblastilih, v pravilniku, v javni upravi, piše, da stranka lahko plača negotovinsko oziroma z gotovino. In so kršili, lastna pravila kršijo, ampak ker ljudje ne beremo, se ne zanimamo in kar ubogamo, jim gre vse gladko skozi. Ljudje, jaz sem se odločil, da bom po 60. letu glasen, do 60. leta sem bil pa tiho, pa zbiral informacije. Ampak danes, ko rečem, vem, kaj rečem. Vem, komu se zoprstavim. Lahko jih tudi fašem, zaradi tega, ker jaz imam moč argumenta, država ima pa argument moči. Ampak, ko porabi argument moči, vem, da je brez moči. Toliko, da bo jasno. In ne morejo čist nič. Ja? Kaj pa lahko naredijo? Nič. Gremo najprej na javni sektor, se osredotočimo na vlogo javnega sektora. Javni sektor sestavljajo vladne organizacije, agencije, na različnih ravneh, lokalni, regionalni, skratka, javni sektor. In ima ključno vlogo pri zagotavljanju teh osnovnih upravnih storitev pri urejanju različnih vidikov družbe. Mi jih plačujemo zato, če že imamo zakon, en družben dogovor, da se ta zadeva uredi. Da je urejeno in da se ve, kdo pije, kdo plača, kje je cesta, skratka, da je zadeva urejena. In temeljna odgovornost javnega sektorja je skrbeti za dobrobit in interese državljanov, kar vključuje zagotavljanje dostopa do teh ključnih infrastrukturnih storitev in vsega ostalega, od šole do tako naprej, in varovanja seveda individualnih pravic. Ampak o tem samo mi govorimo, oni o tem še niso slišali. Če pa so slišali, pa je to bil že prej slučaj, kot ne, da se je kdo upal malo gor pogledati pa kaj reči. Zdaj, seveda, tako kot sem rekel, v praksi se pojavljajo izzivi povezano s prikrivanjem pooblastil in nejasnosti v odnosu z javnim sektorjem do ljudi. To je bilo tako jasno zadnja 3 leta, se tudi prej, ampak ni bilo tako, da bi vsak državljan in čist vsi doživeli ta pooblastila, kjer so jih presegali. To je groza. In grejo z nasprotujočimi interesi, z nasprotujočimi zahtevami, vsak teden drug odlok, groza. S tem je povezana potreba, gledajte, mi moramo najti tukaj ravnovesje med javno upravo in državljani. Moramo se sami potruditi in jim dati vedeti, bomo pa kaj postorila, ne? Je treba učinkovito upravljati omejene vire, kar pa seveda ni enostavno. To bi se bilo treba zmeniti, pa narediti take mini revolucije, mini stavke, en dan ne tega, en dan ne tega, pa je en dan delovnik izpade, pa tako naprej, pa tako naprej. Ampak, ok. Pomanjkljiva jasnost pri porazdelitvi pooblastil vodi v nejasnost pravnega delovanja in odločanja v javnem sektorju. Zakaj se Ustavno sodišče duši v pritožbah? Ravno zaradi tega razloga nespoštovanja pravil, zakonov in ustave. In zdaj hočejo Ustavno sodišče spremeniti, da bo ono odločalo, katero pritožbo bo sprejelo, kdaj bo sprejelo, a bo sprejelo ali ne bo sprejelo. O teh pritožbah bo, ali je to ustavna pritožba, ni odločalo zdaj še neko drugo sodišče, recimo upravno ali pa višje ali pa ne vem katero sodišče. In smo spet tam. Spet se porazdelijo pristojnosti in pooblastila in se ne ve, kdo pije in kdo plača, ker so potem različne stvari, različne rešitve v isti zadevi, imaš 2 rešitve in na koncu ne veš, kaj je prav in kaj je narobe. In to hočejo. A veste, da to prav delajo? Zato, ker potem bojo rekli, veste, kaj pa boljše, da imamo mi digitalno, ker je digitalno to ena rešitev, računalnik se ne more zmotiti in to potem ena rešitev, ne vem, 500 problemov, 500 ljudi za vse ista rešitev, vsak ima pa drugo življenjsko situacijo.
Dajte malo razmišljati. Ne. Državljani se soočamo s težavo pri razumevanju, kako to razumeti v to globino, ki sem vam jo zdaj povedal, zakaj se odločitve sprejemajo in to dejansko, glejte, ogroža temeljne demokratične sisteme po vsem svetu ta hip. Povsod sem gledal na vem koliko, 70 držav odpira ustavo. Zakaj odpirajo ustavo? Zato, ker skušajo ljudi navaditi, da je ustavo čisto enostavno spremeniti. Ustave se ne spreminja. To je temeljni akt. Pri nas so jo pa že, ne vem, 13-krat koliko. Da bi nekako opravili te izzive, je ključnega pomena, se pravi povečanje preglednosti in odgovornosti v javnem sektorju ter jasna opredelitev pooblastil in pristojnosti posameznih organov. Samo s takimi in podobnimi ukrepi lahko ponovno vzpostavimo zaupanje med javnim sektorjem in državljani ter zagotovimo, da deluje vse to v najboljšem interesu ljudi, kateremu pravzaprav to služi. Zdaj, v okviru bi morale, v tem okviru, ki smo zdaj se v njem gibljemo, bi morale potekati ne samo zakonske reforme, ampak tudi ljudi učiti o tem, zato ker ljudje sploh ne poznajo ne ustave, ne zakonov, niti svojega dela. In jaz moram policaju napisati, kater zakon je kršil. Tako daleč smo prišli, pa ne samo policaju, on tak pojma nima, ker dela po navodilih, sploh ne ve, da zakon pa ustava obstajata, on dela po navodilih. Ko pišem pa njegovemu uradniku, on je pa vseh fint pa žalb namazan, ne? Ampak ko mu prideš enkrat do živega, pa neha odgovarjati. Ali pa reče ne vem kaj, ali se pa norga naredi. Pa še enkrat isto pošle. Milijon fint imajo pravnih. Ne? In zdaj, če se bomo okrog tega, gledajte, okrog odgovornosti in zaupanja znali dogovoriti z državno upravo, z javnim sektorjem, bomo lahko premagali ali pa prešli te težave, ki izhajajo iz vseh teh nejasnih odnosov med javnim sektorjem in državljani, in edino tako bomo lahko okrepili temeljne odnose naše demokratične družbe. Kako urediti odnos javni sektor proti ljudem nekako? Zdaj pa ključna stvar. O tem jaz razmišljam že 25 let. Javnim uslužbencem je treba nujno, poslušajte dobro, zdaj priostrite ušesa, izdati pisna pooblastila, da ima on tukaj gor napisano, kaj so njegova pooblastila, ker drugače ne ve. In to, ko pride v službo, bi mu mogel delodajalec napisati, tvoje pooblastilo kot redarja je opozarjanje, je usmerjanje, je varovanje okolja, varovanje življenja, varovanje premoženja in če se kje stepejo, da odidaš narazen. Ja, pa še kakšno pooblastilo mogoče, ne vem, nikakor pa ne policijskih pooblastil redarjev, zato ker prvič je redar, ni policist. Policijska pooblastila spadajo policiji. Mi pa slišimo Pop TV. Redarjem so dodelili policijska pooblastila. Evo, koliko let nas že pripravljajo, da je čisto vseeno, kdo je zakaj pristojen. Ni res. Ljudje imamo takoj luft skočiti, ko pride do anomalije. Pop TV je tam pa jih skopa, da novinar tako bedarijo reče. Ko je šolan, pozna zakon, ve, kako se članek napiše in ve, kaj so, ve, kje je tehnica. Pa kaj je javna informacija, pa kaj ni, pa kje je zavajanje, pa kaj ni zavajanje. Ok? Mislim, sem se razkural, oprostite, ampak upravičeno. Zdaj, ta pisna pooblastila v obliki dokazila z jasnimi zadolžitvami in odgovornostmi, ki so jih dolžni na zahtevo stranke tudi predočiti, pokazati, pred izvedbo naročila, če stranka seveda to želi, na poziv stranke, mora povedati, zakaj je pristojen. Ker včasih prideš, pa ti nekdo nekaj reče, pa ga debelo gledaš, ker veš, da ni pristojen, da ti reče, da je masko si natakni na pošti, una poštarca, ker ni zdravnica, ni tvoja, ne vem, mama, ni tvoj osebni zdravnik, nič od tega in ti masko natika. To sploh ne paše zraven, primer. In takrat bi ona morala imeti pisno pooblastilo, kjer bi pisalo, mene pooblašča moj supervisor, moj direktor, da jaz tebi lahko to rečem.
Kaj se pa zdaj zgodi? Zdaj se pa zgodi to, da je ona naredila svojo nalogo, ampak jaz pa grem zdaj na direktorja in direktorja tožim. Veste, zakaj ne dajo pisanih pooblastil delavcem? Zato, da svoj ured ščitijo. Na vsaki državni upravi, na ministrstvi za gospodarstvo, kjer so ljudje, ki delajo, na okencih, na banki, povsod, nihče nima pisnega pooblastila in ti lahko delavca tožiš, on bo zgubil službo, on bo pa gor naprej drugega, saj ni problem, delovne sile dost. Ja? In to je povsod enako. V tem primeru gre za prenos pooblastil in osebno odgovornost pooblastitelja. Izogibajo se osebni odgovornosti. To je huda stvar. To bi moralo biti, ko prideš v službo, dobiti pisno pooblastilo. Pogodba je ena stvar, ti poznaš svoje zadolžitve, ampak vmes pridejo tudi druge stvari, ki so pa zakonska pooblastila, ampak se ta zakonska pooblastila mora direktor tudi njemu dati pisno. Zakonska pooblastila so pa sicer res dobrodošla, sej to je skupni družbeni dogovor, vendar so preširoka za javne uslužbence, ker ne poznajo niti zakonodaje, niti se ne moreš vsega naučiti pri 100.000 zakonih. Nadrejeni za to izdajo recimo navodila za izvajanje storitev v javnem sektorju, ki so mnogokrat v nasprotju z zakonskimi pooblastili. Uslužbenci niti tega ne morejo narediti, ker ne vejo in ne znajo in so vsega krivi, trpijo, doživljajo v službi mobbing, ker ne ve niti, kaj je njegova naloga, tako daleč peljejo ljudi. Ljudje v javnih sektorjih zelo trpijo, jim ni vseeno. Vseeno jim ni lahko, če ravno mi mislimo, oni so tam, pa tista plača preleti, morajo marsikaj požreti, jaz točno vem. Ko si ti enkrat v mrtvi ustanovi, tako kot sem jaz bil v sveti cerkvi, ne sveti, samo v cerkvi, ne, v eni cerkovini sem bil, tako je bolj prav, zakonskimi pooblastili in uslužbenci javnega sektorja največkrat niti ne vedo, da so v službi kriminala, prekrškov in goljufije. Da so zaposleni pri kriminalcih. Ja, in mi to plačujemo. Potem je pa še ena stvar, javna pooblastila in odgovornosti za javne uslužbence v javnem sektorju. Javna pooblastila in odgovornosti v javnem sektorju. Še enkrat povem, ker sem mogoče malo prehitro, pa že nekaj časa traja, da ne boste tega preslišali. Učinkovito in odgovorno upravljanje javnega sektorja je ključnega pomena za zagotavljanje pravičnih in kakovostnih storitev državljanov. V ta namen je predlagano izdajanje pisnih pooblastil, ki sem zdaj jaz tukaj to predlog dal ven, upam, da ga bo kdo slišal in da se bo našel en pameten v državnem zboru ali pa ve kakšen to, da bo šel proti sebi in proti državni upravi in bo rekel, zdaj bomo pa mi pisna pooblastila dali, ne? Ampak, glejte, če se mi državljani zberemo skupaj in naredimo zakon in ga damo v državni zbor, da mora vsak v državni upravi, ki se zaposli, dobiti za vsako delovno področje pisno pooblastilo, verjemite mi, da ne bi več govorili, jaz si ne želim, da je Slovenija Švica, hvala Bogu, da ni, ker tam je satanizem, ampak veliko boljša in prijaznejša dežela, brez korupcije, brez slabih živcev in za mnogo, mnogo boljše življenje.